kakšni so občutki zdaj, ko je korona že nekaj minut na vaši glavi? Neverjetno, še zdaj ne morem verjeti, preveč se je vse hitro zgodilo, tako da še nisem vsega dojela. Občutki so pa res neopisni. No. Če bi se čisto na kratko predstavili, kdo je nova Miss Slovenije? Nova Miss Slovenije je Lana, mednarodna punca, ki je zelo ponosna na Slovenijo, samozavestna in z veliko energije, pozitivne energije. Slišali smo London, New York. Kaj vas pravzaprav drži v Sloveniji? Njena lepota. Kaj vam je najbolj všeč? Vedno rada pridem domov. Najbolj mi je všeč seveda naše gore, kjer pozimi smučam, poleti se kopam v našem morju, na naši kratki, ampak vseeno prelepi plaži. Rada hodim v naravo, po hribih in tako dalje. Torej čisto podalpsko dekle. Čisto. Minulo leto je malce zaznamoval ta zaplet z Miss Sandro Adam in njenimi težavami. A ste sami dovolj psihično močni, da boste zmogli ta pritisk v Londonu? Ja, sem sigurno, tako in tako je še veliko časa do svetovnega izbora. London zelo dobro poznam, tam se domače počutim. Na lepotnih izborih zmeraj zelo veliko govorimo o lepoti z namenom, o tem, kaj mislice pravzaprav sploh vedo. Zdaj me pa čisto iskreno zanima, a je res pomembno, kaj mislice sploh vedo, ali je pomemben izključno videz? Sigurno. No, videz je na prvem mestu. Seveda, če pa mislica nima nobene, kako bi temu rekla, pač, če pa ni pameti, pa tudi ne gre zraven, ker lepota in pamet morata sodelovati skupaj. Ste vedno imeli tako dobro mnenje o lepotnih izborih, ali ste kdaj spadali med tista dekleta, se veste, ki gledajo lepotne izbore, joj, glej, misice? Moram reči, da sem letos prvič se kdajkoli razmišljala, da bi se vpisala na lepotno tekmovanje in sem se trdno odločila, da se pač bom. Tako da letos sem se prvič v življenju vpisala na takšno tekmovanje in imela sem veliko srečo. Slovenija ima že kar nekaj tak markantnih misic, me zanima, katera pa je vaša vzornica? Vsaka posebej je zelo zanimiva po svoje, močna osebnost, lepa po svoje. Najbolj pa izstopajo tiste meni osebno, ki so potem še nadaljevale svojo pot in so še danes znane. Ste pripravljeni še zdaj na novo spoznavanje z mediji? Mediji zaradi sprašujemo neprijetne reči? Včasih, ampak se veselim vsega. Tudi kakšnega povabila ste, ni moške revije? Tudi to. Je bilo težko to čudovito krono spustiti iz rok? Ja, mogoče malce, no, ampak vseeno je tu neko olajšanje na nek način, pa tudi prav je, da dobi priložnost novo dekle. Če so malce nostalgična v takšnem trenutku, kateri so tisti spomini, ki vas bodo najbolj spominjali na vašo leto Miss? Ja, v bistvu spominov je ogromno, no, težko bi jih bilo strniti tako na kratko. Morda najpomembnejša sama razglasitev, potem pa vsekakor vsak dan, vsak je bil posebno doživetje, ker tudi nisem imela nekih izkušenj v samem manekenskem svetu, je bilo veliko novega, naučila sem se tudi veliko novega, tako da vse je bilo lepo. No. Kandidatkam sem v samem času priprav svetovala, naj bodo iskrene, naj bodo to, kar so, naj bodo samozavestne, odločene, stojijo za svojimi argumenti in mislim, da jim je kar uspelo. In vaši načrti? Najprej diploma, potem pa vse ostalo, medijski svet še vedno ostaja, modne brvi, tako da se bom še dala videti. No. Danes smo videli toliko vaših oblek na odru, da me zanima, če imate kaj novih žuljev. Ja, v roki imam vedniči žuljave, ja, od dela. Kakšne zgodbe ste odkali vse te bleščeče, pompozne obleke? Ja, predvsem smo se tukaj orientirali na to, da pri vsaki deklici skušamo izpostaviti vse njene pozitivne atribute in da se tudi maksimalno dobro počutijo v vseh teh oblekah, tako da smo upoštevali njihova mnenja, da smo gledali na postavo, kakšno ima katera, ten kože, barvo las, tako da smo kar veliko komponent upoštevali. Ste kdaj preboleli dejstvo, da vaša lanska oprava za Sandro Adam, ta bleščeča, voluminozna, ni nikoli ogledala odra v Pekingu?
Ne, pravzaprav nisem nikoli obolevala za tem. Enostavno se mi zdi, da smo maksimalno izkoristili pač to priložnost dela za Sandro. Posneli smo čudovit katalog z njo. Poleg tega je bila Sandra Adamova tudi naš zaščitni obraz za našo novo kolekcijo nakita za 100 milijonov let starim draguljem, ki ga je prejela v dar tudi Monika Bellucci. Na veliko modnih revij smo predstavili to obleko, seveda za Sandro Adam. Več, kakor sem sploh si upala pomisliti. Boste oblekli tudi lano v Londonu? Ja, seveda. V kaj? Glede na to, da je bila letos tema Postojnske jame in vemo pač, da je Postojnska jama tudi eden izmed biserov naše pokrajine in da imamo to našo znamenito človeško ribico. Ki pa je gola. Ne vem, odvisno kako se vzame, ne, je gola ali ni gola. Ampak bomo tudi lano pač oblekli v obleko, ki bo predstavljala en delček te čudovite slovenske pokrajine. Prva spremljevalka, to pa zveni čist malce nehvaležno. Ja, mogoče pa temu ni tako. V bistvu zelo prevoščim lani, ker je vrela punca, res smo se razumele. Je edina bila moja favoritka, da zmaga. Res si zasluži na zmago. Kakšno pa, kaj je vaše mnenje o lepotnih izborih? Odvisno od organizacije, v bistvu, zakaj lahko rečem, na katerih tekmovanjih sem že tekmovala. Miss Slovenija v bistvu je res najprestižnejše tekmovanje v Sloveniji, ker tudi za Miss Universe je bilo približno na isti ravni, ampak se tudi poslabšalo že. Druga tekmovanja pa so, koliko vemo, tudi manjša tekmovanja, ki niso toliko znana tudi. In kaj si sedaj obetate od te lente, ne? Zagotovo se jo da kako naučiti? V bistvu bom nadaljevala svojo pot, tako sem jo do zdaj, v bistvu že 8 let delam v manekenstvu in tudi tako dalje naprej delala. Še kakšen življenjski slogan? Živi svoje sanje.